Pozdravljene, čudovite dušice. Danes sem se čutila, da z vami podelim eno stvar in ta je, da sem na zasebno sporočilo dobila en tak zanimiv stavek, ki pravi: si tudi ti kdaj imela idola, da si se zgledovala po njemu, da zdaj lahko na ta način ozaveščam in delim naprej svojo resnico. Ampak na to vprašanje si želim odgovoriti tukaj javno, da vsi to slišite, ker v otroštvu nisem imela idola. V otroštvu sem bila večkrat nesprejeta, neslišana, čudna za okolico, ki me je obdajala. Predvsem pa bila sem drugačna že takrat v razmišljanju, v obnašanju in tiste stvari, ki bi me morale zanimati, me pač niso zanimale in so me zanimale pač druge stvari, druge energije, angelski svet, povezave, narava, kristali, biseri. In ker sem bila pač nesprejeta, so bile v bistvu to moje lekcije, da sem lahko skozi te lekcije zrasla, da sem lahko skozi te lekcije pridobila izkušnje, da sem se lahko še bolj povezovala z angelskim svetom, da sem lahko še bolj izmojstrovala ta svoj kanal za slišanje, za videnje, za čutenje in sem v bistvu neizmerna, hvaležna življenju za to izkušnjo, za, bom rekla, ta pretok, ki se je takrat dogajal. Sicer, ko je bila izkušnja pred vrati, ni bila enostavna izkušnja, bila je izkušnja polna bolečine, jeze, čustev, ki so prekrivale to ljubezen, ampak ko sem jaz začela delati na sebi, ko sem šla v svoje globine, ko sem potrkala na te vrata jeze, ljubezni, bolečine, sem dobila en tak odgovor in objem z angelskega sveta, da sem takrat na pravem mestu, da sem takrat na pravi poti in naj tej poti sledim, ker v bistvu ta pot mi bo enkrat pripeljala v obilje. Ampak kot mlajša tega nisem razumela in seveda sem se ježila še naprej, dokler se moje zavedanje ni toliko, bom rekla, širilo oziroma se ta kanal ni toliko odprl in si nisem zaupala takrat dovolj, da bi lahko se rekla, zdaj bom pa jaz nekaj delila, bom nekaj povedala, bom sledila pretoku, ampak to sem storila in spodbujam tudi vas, da to storite, da se prepustite toku, da odpustite vse te strahove, ki niso naši, ki so prevzeti, ki nas omejujejo in preprosto se, bom rekla, vržete v vodo in splavate in to se je tudi meni zgodilo, ko sem napisala svoje prve angelske šepete. Zato bom danes tukaj v naravi prosila angele, da nam podajo en angelski šepet, ki bo pobožal našo dušo, pobožal našo zaupanje v svoje srce, v svojo resnico in naj to angelsko sporočilo nas objame z ljubeznijo in naj to sporočilo pride do našega idola, ki ga skrivamo tukaj v srcu, v sebi. Tako da pa da vidimo. Da vidimo. Angelsko sporočilo številka 30 pravi: vsak dan se učim biti to, kar sem. Evo, ko sem pristna jaz, to ustvarja pristne odnose, ki me obdajajo. Vedno znova izbiram sebe. Evo, vse to, kar sem na začetku povedala, angelski šepet potrdi, tako da energija, ki jo oddajamo, angelski šepet energetsko pride nazaj. Zdaj preberemo pa še dodatno razlago pod številko, smo rekli 30 in pravi tako. Angelski šepet sporoča, da ko si pristen, svet okoli tebe cveti v ljubezni in razumevanju. S tem, ko izbereš sebe, ustvarjaš prostor za ranljivost in globoko povezanost. Verjemi, da je tvoja edinstvenost dragocena in da ti ta pot prinaša radost in izpolnitev. Sledi svojemu srcu in naj tvoja ranljivost v izražanju cveti v vsakem tvojem odnosu.
Dragi moji, kaj bi lahko še dodala na ta čudoviti angelski šepet, katerega smo pridobili? Da ga samo zavestimo in dovolimo sebi, da smo pristni in da imamo srce odprte za ranljivost, za ljubezen in da to lahko delimo naprej med vse nas. Tako da ja, imejte čaroben dan in